4-1 je 3, Andraž Zorko, Aljaž Pengobitenc in Nataša Briški, brez Antiše Korjana. Čevapi so nas premagali, Ja. ne? Pejce pol. Imamo pa posebno gostjo, kar se mene tiče, ne. Aha. Sva jaz pa Anastazija, ne. No, ja, A je dobro prijela? Dobro, še drži. a si jo na zob dal? In vse, kar se je dalo. Užilo. Ja, pozdravljena. No. Mal prej se slišmo, ampak to je zaradi tega, ker so prazniki na vidiku, a bosta tako kot 99% Slovenije, Slovencev in Slovenk kaj mostičila. Ne vem, a veš, da sploh ne vem, kako padajo prazniki letos. Ja, pade prvi na petek, 27. pa na ponedeljek. Ja, tako da Tako optimalno. ponedeljek je frej, pa petek je frej. Ja. Ja, ne vem, kaj je kle za mostičati. 3 dni pa vendarle treba torek, sreda, četrtek. Ni tako. Se ti zdi? Ja, lej. No, vem, Ne v državi, kjer so prvomajski tradicionalni, ne. tako. so Jaz se prvomajski. bojim, da so 3 tedni zdaj zapečateni. To je priložnost bila vedno. Tako. Ja, ne vem, šefi bojo šli mogoče na dopust, ne? Bom pa imel dopust, to pa priznam, ne. Delavci pa ne vemo, ne? Ja, se v redu počutite, da gremo v novo epizodo? Ja, seveda. Bi želela kaj, preden gremo k dnevnemu redu, kaj pridočiti, priobčiti? To je zdaj zelo tako delikatno vprašanje. Ne? Zdaj, če bi se dobro počutila, pa mogoče za epizodo ne bi bilo potrebe, ker pa imamo veliko zapovedati, pa mislim, da pa ne vse prijetno, ne? Pa mislim, da je nujno, da imamo to epizodo danes. Krasen. Aljaž, pol pa kar pejt navali na špico, pol gremo pa dalje. Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno. Ker si bil mlad, pa nisi ravno. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobil. Toliko iskrenosti. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Na prvi točki dnevnega reda, številka 210 že, bi rekla, da je sestavljene koalicije. Ne? Andraž, ti si lepo v interni komunikaciji to komentiral, much ado about nothing, kar je skoraj res, ne pa povsem. Ne? Za tiste, ki politiko spremljate samo preko LDGD-ja na 2 tedna, naj povem, kje smo. V začetku tedna so se začela posvetovanja poslanskih skupin pri predsednici države, ki je rekla, da bo mandat podelila tistemu, ki bo prvi prinesel 46 podpisov. Zdaj, zaenkrat kaže, da tega nima nihče. Stevanovič, resnica je ponovil, da resnica ne bo šla v koalicijo, ne z levo, ne z desno. Od demokratov pa so dimni signali precej različni. Enkrat, da se z vsemi pogovarjajo, enkrat naredijo križ čez GS. Kaj se vam zdi drugačnega, kot pred enim tednom? A smo kaj bližje koaliciji ali po vajinem ne? Andraž, izvoli. Jaz mislim, da ni nič drugače, kot je bilo, kar pomeni, da nismo nič dlje od koalicije, kot smo bili že pred enim tednom, oziroma od takrat, ko je bil Stevanovič potrjen z 48 glasovi. Vse, kar je bilo vmes, je bila čist profano rečeno predstava za javnost. Tisti moj much ado about nothing se je v bistvu nanašal, ko si napisala na dnevni red, usklajevanja, komentiranja in tako naprej. Ja. Je res much ado about nothing. Kaj lahko govorimo, če se pač javno delajo vsi, kot da nič ni, v zadnji se pa dogajajo stvari. Da lahko res sam špekuliram, ampak mislim, da smo natanko tam, kjer smo bili tisti petek, ko je bil Stevanovič izvoljen. Takrat se je zarisala koalicija, ki je dovolj velika za podporo in za potrditev novega mandatarja, ki precej očitno ne bo Luka Mesec. In odtle gremo naprej. Do zadnjega je bil v igri, to je res, ja. Aljaž, kako? Vidim, da je Anastazija dobro prijela, ja, z Lukom Mesecem. Ja. Se strinjam s tem, da je pač tole vse čist navadna gluma, ne? Stvari so
vsaj v veliki meri že zmenjene, če ravno morda ne vemo še, kakšne vsebine koalicijskega dogovora, če ravno, ne, če si soditi po zadnji Janševe vladi, vemo, da papir prenese vse. Zadnja Janševa vlada je bila na papirju najbolj leva od, ne vem, zadnjih x slovenskih vlad. Vemo, kako je to šlo potem naprej, tudi mimo covidnih ukrepov. Po drugi strani mislim pa, da je tisto, kar ni zmenjeno, oziroma zakaj Janša toliko muti, zato ker s tem daje v bistvu ravno dovolj štrika Anžetu Logarju in Zoranu Stevanoviću, da se bosta obesla še preden bo koalicija tudi formalno nastala. Ne? Ker v tem tednu dni, ko je Janša mutil, da on pa kaj nima 46 glasov, pa ne vem kaj, sta unadva tokrat izletela, da zdaj tudi, če bi obstajala teoretična možnost, da za kakšno drugo koalicijo, ona dva več ne bi imela nobene izbire. Ne? A lahko, Aljaž, sam pojasniš to, kaj si mislil s tem, da je dal ravno dovolj dolg štrik Logarju, da se bo lahko obesil? Kaj imaš tukaj v mislih? Ja. Da se bo obesil v smislu zahaklo za njegovo koalicijo? Ali? Ja, tako, da ona dva zdaj, Stevanović in Logar zdaj ne morata več drugega, kot je v Janševo koalicijo, ker sicer izgubita še tisto malo kredibilnosti, ki jo morda imata v očeh vsaj nekih desnih volivcev, čeprav ne, se je že, na MVK-ju, se pravi mandatno-volilni komisiji, kjer so glasovali o vprašanju imenovanja sodnikov, izkazalo, da v hipu, ne, ko je bilo mičken odklona od SDS-ovo predpisane linije, takoj dobili po glavi, ne. To discipliniranje kičme se je začelo takoj in to bo zdaj do točke, ko bo ta koalicija razpadla. Ampak ni se pa nič spremenilo, ne? Oni so skakali v zrak, ampak ni se pa nič spremenilo, ne? Demokrati so dali glas pač recimo tistemu, kar je prišlo z leve in je to šlo naprej. Kaj pa je bilo discipliniranje kičme? To discipliniranje pač se, ja, točno to, kaj? Zvone Černač je zdaj takoj začel govoriti, če pa tako lepo gremo pa reš na volitve. Pa gremo pa na volitve, ne? Ja, tako, ne? Takoj so se pojavili članki v Nova 24 in tako dalje. Tako, a veš, vsak odklon od linije bo strogo sankcioniran. In to pazi, in to se je začelo dogajati že na točki, ko vlada še niti ni zastavljena, kot teoretično ima Logar, Stevanović tudi tam ima druge probleme, ne? Ko se lahko še premisli. Kaj bo šele, kot se ne bo mogel več premisliti? Zdaj, kar je novega od nazadnje, kar smo se slišali pač Zoranu Stevanoviću, ki je rad predsednik Državnega zbora, so se mu oziroma sta na podpredsedniški funkciji pridružila, zdaj špekulira se seveda najverjetneje člana nove koalicije, Danijel Krivec iz SDS in pa najstarejši poslanec Franc Križan iz Demokratov. Zdaj, kakorkoli raztegujemo te številke, zelo neugoden rezultat se mi zdi še bolj za leve kot za desne, pač leva ima 40, desna ima 43 plus Resnico, ki ponavlja, da formalno ne bo šla noter, ampak spet se pa pogovarjamo. Kaj? Oprosti, Vala Kilmer je iz Top Guna. Ali formalno grejo ali ne, pašejo skupaj, ampak spet pa po enem tednu poslušamo, če smo prej o laganih, ste govorili, s kom boste šli, pa s kom ne boste šli, pa overitve podpisov, ne, pa poslušamo zdaj, mislim, da sta oba dva nekako mnenja, da laganja z desne, kako ne sestavljajo. Zakaj misliš, da bi to delali? Če imajo sestavljen, a sam zaradi tega, da disciplinirajo ljudi okrog sebe, oziroma da jim ne dajo preveč ste že notri, ampak sončki, potruditi se bo treba in s tem, ko se boste mogli potruditi, ker je bolj v vašem interesu, manj vam bomo rabili dati. Pa mislim, da je Aljaž že zelo lepo pojasnil, pa če se ne motim, si v tem pisal tudi v svoji kolumni, ne? To je ta štrik, o katerem je Aljaž govoril, ne? Jaz mislim, da bo Janša do konca, dokler se bo le dalo, to igral, točno zaradi tega razloga, ki ga je Aljaž navedel, ne, dlje kot to traja, manj možnosti je, da se kot prvo ta dva premislita, torej Logar in Stevanović, in kot drugo, v večji meri bo lahko svojo agendo uresničil, Janša namreč, ne, ker za
demokrate po vseh teh saltah, ki so jih izvedli, predčasne volitve ne pridejo v poštev. Za Stevanoviča, ki je predsednik državnega zbora, pa ne pridejo v poštev, ampak bi bile v tem primeru res nepotrebne. Ne? Po drugi strani sem pa še nekaj pomislil, se spomnite leta 2020, ko je Janša začel vlado sestavljati, ko je Šarec vstopil, so bili protesti, še predno je ta vlada nastala, še predno je bil on potrjen kot novi predsednik vlade, so bili že protesti v mestu. Ne? Mogoče je tudi to del premisleka nepotrebno, ne? Nočemo zdaj gledati protestov, nočemo zdaj na ta način dajati priložnosti, da bodo ljudje upozorjeni strani protestov v mestu, kaj se pravzaprav dogaja. Ne? Tako da on bo po mojem to vlekel do konca, ko bo pač en dan bojo prišli in glej čudež, 48 glasov bo dobil in bomo imeli novo vlado. Ki pa bo, to pa make no mistake, sestavljena absolutno po načrtu, vzoru, liku in sploh in Janeza Janše. To je pa tudi jasno. Ne? Pridni Vrtovec bo dobil nekaj, ker je pridno igral celo kampanjo, sodeloval in tudi takoj po volitvah dal jasno vedeti, da ni šans, da grejo v Golobu. Medtem ko dva pa resnice itak ne bo vladi, blogerju bo pa dal, ker sem bo zdel, da je varno. Ker sem bo zdel, da je varno. A veš, česa jaz malo ne razumem teh napadov na prvaka Gibanja Svobode Roberta Goloba, češ kao nesposobnost, da kaj sestavi, pa da si je polomil zobe pri sestavljanju, ker on pa res ni dobil dobrih kart. Ne? Mislim, ima 29, pa SD6 je 35, pa Levica 5 je 40. Pri čemer, to trkanje na vrata demokratov, mislim, demokrati pa Levica, razen če se ne vem, kako zmenijo, dotikali se bomo samo teh 5 področij, ostalo pa kar kdo želi, mislim, ni ful velik skupnega. Tako da jaz ne vem, kdo bi klele lahko tako zelo lepo sodeloval, da ne bi Levica, še posebno Levica pol fasala, ali pa da ne bi demokrati mogli zelo prilagoditi, kaj bi radi delali od tistega, kar so obljubljali. Te variant pa nekako so odpisane, GS, SD, NSI pa demokrati, ne? Tako da jaz ne razumem teh toliko zelo napadov na Goloba, no. V trenutku, ko je Vrtovec rekel ne, oziroma ki se ni pojavil na teh pogovorih, je bilo jasno, da Golob kart pravzaprav zares nima. Ne? Mislim, nič nima, zelo slabo ima. Ali misliš ti, Aljaž, kaj drugače? Ja, daj ne. Jaz bi se, glede, tukaj se sam vrnil na Janševo skrivanje kart, ker smo že prej Vrtovca omenili. Mogoče vse ne kaže pozabiti tudi na to, da tudi njega bo treba na nek način disciplinirati, da ne bo hotel preveč. Predvsem zato, ker se je govorilo, da ne bi bili neki kleši na liniji demokrati in NSI v zvezi s tem, kdo bo minister za zdravje. Ne? Ker tudi to bo eno veliko vprašanje, ali bo Ostrc minister za zdravje ali ne, ker to bo tudi nekako pomenil kazali na to, kdo je, rekel, kaj izpogajal v teh koalicijskih pogajanjih, ki sploh ne potekajo še menda. Hkrati pa ne pozabimo še na nekaj drugega. Na predsednico republike, ki pravi, da je rekla, da bo podelila mandat tistemu, ki kaj že prenese 46 podpisov. In zdaj, če Janša trdi, da on teh podpisov nima, ona na nek način sicer izgovor, da njemu tega mandata ne da, hkrati je pa tukaj ena past. Ona mora do 10. maja nekoga nominirati. Ker ustava tukaj je zelo nedvoumna. Piše, da pač predsednik republike nominira v prvem krogu kandidata za mandatarja. In zdaj, kaj če Janša reče, jaz nimam teh glasov, kaj bo ona naredila? A ga bo vse nominirala? A veš, tudi njo postavlja v neko pozicijo. To bi jaz tebe vprašal, ne? A je ona potem obvezna nominirati Goloba? Ampak zakaj bi ga nominirala, če je jasno rekla 46? Ona je obvezna nominirati nekoga. Nekoga. In zakaj bi? To je nepisano pravilo, ne? Ja, ona lahko nominira, ne vem, Blaža Brodnjaka, a veš, to bi mu itek blazno imponiralo. Ampak ona nekoga more nominirati, dejstvo pa je, da tako, kot se stvari zdaj postavljajo, če ne nominira Janše, kako že, a veš, je rekel Poldi, je rekel hrabremu Mišku, ne bom ti povedal, da je na koncu past. In hraber Mišek je rekel, prav Poldi se mi ni treba, ampak na koncu je past. In to je ta past. Koga bo Nataša Pirc Musar nominirala za premijerja,
ker tudi tukaj jo Janša čaka in ona tudi tukaj ne more v bistvu narediti poteze, ki ne bi bila tarča kritik takšne ali drugačne narave. No? Ampak to je vedno tako, karkoli bo naredila, da ne bo Janša, ampak ona je rekla, kdor bo, jaz tudi ne razumem napadov na njo, pismo pa se nima klele manevrskega prostora, da lahko potrka je, Aljaž, zdaj bom pa jaz tebe, ne, mislim. Lahko, zakaj ne bi tega naredila? Čakaj, ampak Aljaž, a ona res more, kaj se zgodi, če ne? Kaj se zgodi, če ne nominiran? Mislim, posledic načeloma ni. Nobenih posledic ni. Ni res. Če je kdo frih, jo dal v ustavno obtožbo. Mislim, če je kdo frih. Ona je rekla, nominirala bom tistega, ki bo prinesel 46. Tega na mizi danes nima. Če bo imela do 10. maja, če bo imela do 10. maja, lahko še vedno 9.10. reče, Janez mi je prinesel 46 oziroma Robert 46, damo na glasovanje. Če nihče od njiju tega ne prinese, je pol neka osnovna higiena, da če mora nekoga nominirati, reče v redu, tega, ki je največ, to je Golob. Golob ne bo imel, ko bo glasovanje in gremo v drugi krog. Ne, Golob bo rekel ne hvala. Ja, in kaj pol? Tako kot je Janša naredil leta, da je že 2018, ne? Ki je bil zmagovalec, pa je bil podeljen mandat, pa je rekel ne hvala. Kaj pa je lahko? V drugi krog gremo, nihče nima, se je nominirala, a mora do neskončnost nominirati. Ja, a to pomeni, da je to zdaj, a to pomeni, da smo zdaj prvi krog dali skozi, pa gremo od drugega? Ja, ampak pa v redu. Pa jasno, kaj se zgodi. Ja, no, tu je tu vprašanje. Tukaj je točka, kjer ustava ni čez definirana, zato ker je ustavodajalec predvideval, da se bodo ljudje obnašali odgovorno. Ne? In se ne, ker se igrajo politiko. Na pač politikanstvo. Sem se, kaj pa lahko še razteguje, če Golob bo rekel ne, hvala, nimam, ja potem bo pa pač rekla Janša. Kaj je klele toliko hudega? In pol Janša ne bo recimo dobil in potem gremo v drugi krog. Ja, ampak poanta je tukaj v tem, hočem samo to reči, da se tudi njo postavlja v položaj, ker bo morala ona pač požreti eno ali drugo svojo besedo oziroma oceno. No, to pač. Ta past obstaja in ta past ni brez veze. Zdaj pa, oprosti, tvoje dejansko vprašanje je bilo pa kaj? Je bilo pa to, kao nesposobnost Goloba, pa da ne zna sestaviti, pa polomo zobe in to. Mislim, da jaz osebno ne razumem, kaj si je to zelo polomo, pač nima karte, da pride do 46. Ne vem pa, koliko so na drugi strani in volivci GS-ja, in volivci Levice, in SD-ja, in tudi bodisi demokratov ali pa še koga drugega, pripravljeni toliko se prilagoditi situaciji, da ne bi nekdo neki takoj fasal. Jaz mislim, da je šlo tukaj za tri stvari. No. Po eni strani je šlo za mogoče mečkam preveč, mislim, da je to Andraž, ali bi vam te še v prejšnji epizodi rekel, mečkam preveč vendarle navdušenje nad dejstvom, da je Gibanje Svoboda pač relativna zmagovalka teh volitev, ne, češ, zdaj je pa to. Ne. Po drugi strani se mi zdi, da sta deloma tudi Jernej Vrtovca, vsekakor pa Anže Logar, absolutno narobe ocenila svoj relativni položaj v tej zgodbi. Ona dva sta pozabila, da sta najmočnejša tik preden se zmenita z Golobom, ne potem, ko data Golobu košarco, ker ima bo dal Janša točno to, kar bo on hotel, ne to, kar bosta ona dva rabila. In zdaj sta v poziciji, ko ne morata več jeti nazaj k Golobu. Stevanovič v bistvu tako isto. Tretje, kar pa je, pa mislim, da gre za absolutno pomankanje kakršnega koli, pa ni, če rečem državniško, je pač preveč, ampak vsaj dolgoročnega pogleda. Demokrati in NSI so imeli zgodovinsko priložnost, da udejanijo to, česar so ji vedno polna usta, preseganje delitev, preseganje zamer, sprava, tri pizda materne, karkoli že, vse to, česar, kar ne samo predvolilne kampanje govorijo, kar skozi očitajo tudi drugi strani. Anže Logar je celo govoril, da bo dal prednost levo-sredinski vladi. Jaz te prednosti nisem videl, tudi interesa nisem videl, ničesar, pač samo en kup izgovorov, zakaj se v bistvu ne bomo pogajali. Ne? Golob po mojem tukaj ni imel variante, da bi animiral, da bi začel se dejansko pogajati. Pazi, ker če bi on dal
če bi on je dal kaj, na 3 stranih je dal osnutek koalicijskega sporazuma, so rekli, ja, se zabavate, se to niti konkreten predlog ni. Če bi dal pa konkreten predlog, bi rekel, a se vi zabavate, se nas hočete ukiniti, še preden smo se zares začeli pogajati. A veš, tako pač, kukorkoli obrneš, ne, damned if you do, damned if you don't, tako da jaz mislim, da je Golob to odigral, kukor je pač dober lahko. No, klemam pa jaz, malo vprašanja, sploh ker ni še sestavljeno, Andraž, tudi, ko praviš, da je odigral dober, kakor je. Sestavljajo koalicijo, ampak z njegove strani, sestavljajo, trudijo se, nimamo je še, ajde tako, ampak z njegove strani je pa precej enih ostrih puščic in žaljivk v smeri tistih in tistega, s katerim bi recimo, da želeli tudi sodelovati. Ne. Ena stvar, ki jo jaz opažam v tem nastopanju tako Janše kot Goloba je, da slednji deluje kar precej mal užaljen in se zdi Janša, vsaj meni, precej bolj pod kontrolo. Ne. Jaz si seveda težko predstavljam, da mu gre steva v kontekst s to Rusijo, pa s tem, da bi 5 poslancev diktiralo tempo 28, pa groba anticepilskost, pa Stevanovič in odsev tega iča pri njihovi bazi, glede na to, kaj govorijo. Ne. Ampak se mi Golob deluje kaj mu gre dobro, ko pa slabe karte, ampak a je treba žaliti potencialne sodelujoče? Ves čas, še odprto je, ves čas, vem, oni kaj bojo podpisovali, pa ne bojo, ne vem, pač do zadnjega. O katerih žalitvah govoriš? Prevaranti o tem, da nazivaš potencialno nekoga, s katerim si želel. Dobro, tudi tako se lahko zmenimo. V redu. No, kako vidiš, Andraž, ti? Lej, pristopa se zdita zelo drugačna. Ja, seveda, ampak to je posledica tega, kakšne karte imaš v rokah. Ne. Verjamem pa, da je Goloba tudi na njega vplivalo, ne samo na podpornike še vedno aktualne vladne koalicije, dejstvo, da so zmagali na volitvah, ne, da so drugi zapored premagali Janšo, kar je marsikomu veliko pomenilo, ne, ampak to, kar si ti prej na začetku omenila, Nataša, veš, ko je Golob povabil, on je bil dosleden temu, kar je govoril pred volitvam. Ne? Mi se bomo pogovarjali z vsemi razen z Janšo in je dejansko povabil vse razen Janše. Ampak ti vsi razen Janše sta poleg 2 koalicijskih partnerjev, ki sta nek način samoumevna, so še 3 stranke, ki absolutno ne sodijo v levo sredino. Ne? En od teh je kategorično zanikal kakršnokoli možnost, da se na pogovorih sploh pojav, kaj šele, da bi se začel pogovarjati. Ta drug je neki glumatov, kar se je izkazal pol kot ne pogajanje, ampak itak da ne. Ta tretjega pa v bistvu samo ena stvar zanimala in to je bila pozicija predsednika Državnega zbora, kar je bilo absolutno nesprejemljivo za levico na drugi strani, tudi za Svobodo, ker so dali jasno vedeti, bilo je pa povsem sprejemljivo za Janšo. Ne? Tako da, če tako pogledaš, ne, v takih razmerah, mislim, kaj pa je imel Golob na voljo, samo da pristane to, Stevanovič postane predsednik Državnega zbora. Jaz mislim, da bi se to za njega končalo bistveno slabše, kot se bo za Janeza Janšo, ker za Janeza Janšo človek pričakuje, da bo kaj tazga naredil. Konec koncev, ko si omenil Aljaž anticepilce, ne, med epidemijo smo že poudarjali, Janša in njegova stranka so bili strogi pri cepljenju zato, ker so bili pač na oblasti, ker so morali biti za cepljenje. Če bi bili oni takrat v poziciji, verjemite mi, že takrat sem to povedal, pa še enkrat bi bili oni absolutno proti cepljenju, ker tista podkova, ne, skrajnosti, ki se skoraj skleja na konc, anticepilstvo zelo, zelo druži skrajne desničare in skrajne levičare, predvsem v njih prvih več kot teh drugih. Tako da Janša imel bistveno manjše tveganje ob tem, ko je ne samo, da so ga izvolili, da so ga tudi predlagali. Ker del njihovih podpornikov je absolutno tudi na isti strani, ki so tisti, ki so ustanovili resnico v resnici. Ne? Tako da, zato je Golob užaljen, mislim, ni toliko užaljen po mojem, kakor je frustriran, no? Tako. Ker se je znašel v situaciji kot relativni zmagovalec volitev, ki mu tudi priložnosti ne dajo. Ne? Frustriran tudi zaradi tega, ker je res lepo vladati, veliko lepše kot biti v opoziciji, glede na stavke, veselimo se opozicioniranja. Skaj pride ta prevara, veš, Logar je kaj govoril pred volitvami? Mi bomo po volitvah najprej pogledali levo od sredine. Ena trditev. Druga, mi ne bomo šli v vlado, kjer ne bo levo-sredinske stranke not. Tretja trditev, mi ne bomo šli v vlado, kjer bo vodil Janez Janša. A zdaj razumeš, odkje
izvira ta čustven naboj, pa besede. Mislim, predvsem, sorry, Aljaž, samo to, mislim, za Logarja 2 leti zapored tumbam. Poglejte, kako je volil. Otrok 20 let SDS-a z 8 ali 97% enakim glasovanjem kot Janša. Kaj je govoril, je popolnoma irelevantno. Ker je, zaradi tega, ker si ni irelevantno, Nataša, ni res. Pa ne smemo pristati na to, da je normalno, da ljudje v predvolitvami lažejo. No, oprosti, ne moramo pristati na to. Tudi, če je to res. Prvič to. Ne? Ampak drugo, jaz še vedno ne vem, meni se zdi tukaj malo obrnen na vzrok in posledica. Golob je začel pizditi o prevarah in tako dalje, potem, ko je postajalo jasno, da Logar ni s srcem pri stvari. Če bi se Logar hotel zmeniti o koaliciji, glede koalicije z Golobom, potem teh žaljivk, težkih besed, karkoli jim rečeš, jih ne bi bilo, zato ker je Golob je začel še na dan volitev, na volilni večer je on začel uporabljati retoriko, kjer je bilo za vsakogar nekaj, razumeš? On je govoril o suverenosti, za resnico, govoril je o razvojni Sloveniji za novo Slovenijo, govoril je o zdravstvu, za preganjanje korupcije, za vse tri. In preganjanje korupcije za vse, a veš tako, on je hodil okoli in je govoril, glej, vse vam dam. Res je bil Luškan. Ampak, hočem ti reči, kar se pa Logarja tiče. Pa ne, to, da ti, jaz ne verjamem v to, da je Logar v osnovi prevarant, ker če je bil res v osnovi prevarant, potem je tvoje vprašanje irelevantno. Mislim, a je volk, ki ovčicam reče, ovčke moje, ne bom vas pojedel, pridite k meni, a je to prevarant? Ne. Jaz sem tle nujni Reva je. Sama, prosti. Ne, nimaš. Logar je cviknil. On je prišel do točke, ko bi se moral odločiti, ko bi moral dati jajca na mizo in reči to, kar sem govoril, to, kar morda celo verjamem, zjutraj, ko pač se še nisem skobacal iz postelje in razmišljam, kako fino bi bilo, če bi se v vsej državi vsi držali za rokce in skupaj peli Kumbaya in razvijali Slovenijo v pač nek nišni desno-liberalni model. Ne? V hipu, ko bi moral dati lastno glavo na mizo, je rekel, a veste, v bistvu si pa tega ne upam. Ne? Nekaj moram nujno dodati. Ker sem zaznal to zdaj v tvojem zadnjem izvanju, ta narativ. Kaj so pa mislili, vsi laže pred volitvami? Ne, absolutno ne. Ne smemo pristati na to, to je prva stvar. Druga stvar, velika razlika je, ko govorimo o predvolilnih obljubah tipa 30 dni do specialista ali pa 30.000 novih stanovanj za mlade, z leve, ali pa, če se spomnim par let nazaj, 500 evrov božičnice, 500 evrov vsakem novorojenem otroku, 500 evrov ne vem zakaj že vse, ki bomo pometali pred svojim lastnim pragom, whatever, z desne. To so neuresničene obljube, to ni prevara. A veš, to je ti obljubljaš, kaj boš vse naredil, vedno lahko najdeš seveda potem kakšen dober izgovor, zakaj to ni bilo mogoče, slej ko prej v Sloveniji, ker imamo tak sistem, ker je pač koalicija, nisi sam v vladi, ni uresničeno, ne? To je samo, ampak to je, da ti nekaj rečeš, da boš, pa tega ne narediš, to je pa popolnoma drugače, kot če ti rečeš, jaz ne bom sodeloval, pa potem sodeluješ. To je pa obrat za 180 stopinj. To je pa tako, kot če bi rekel, jaz bom naredil 30.000 stanovanj, pa jih pa nisi, ampak ne, sam jih nisi, si jih porušil. Razumeš, in tle ogromna razlika. Jaz mislim, da se Logar ni začel leta 2024, ko je stranko naredil in bil v kampanji, ampak se je Logar začel 20 let prej, ko se je gradil in bildal in rasel v SDS-u. To je tako, kot da bi rekli za to, kar se dogajalo in se dogaja Palestina, Gaza, začelo se 23. oktobra. Se začelo 23. oktobra. To je pa spet napačna primerjava, oprosti. V kampanjah ljudje govorijo, kaj vse bodo naredili. Ja, lahko in bodo, če dobijo 60 glasov, kar pomeni, da lahko harajo po svoje. Nihče
ali pa zelo redko v demokratičnih sistemih, pri nas v Sloveniji se to še ni zgodilo, da bi lahko nekdo tisto vse, kar je govoril, naredil. Zakaj ne? Ker mora iti v koalicijo z 1, 2, 3, 5. To pomeni prilagajanje. To pomeni, da volivec pol na koncu, zakaj pa niste to? Ampak kaj je logo, da prepričuje, da gre v koalicijo z Golobom? Kaj? Lej, mislim, očitno ocenjuje, da bo lahko to, kar želi, bolje izpeljal v desni. Zato, da bi dobil kakšen glas. Kdor je menil, da bo drugače, kdor je menil, da bo kaj drugače, ne, še vedno bi se lahko drugačna razporeditev glasov zgodila, pa bi mogoče šel lahko na levo. Kaj, če bi leva majčken manj dobila, pa bi mogla majčken bolj poklekniti, ko bi šla v malo bolj desno varianto. Če bi šla GS in SD v kombinacijo recimo z NSI pa demokratom, bi NSI in demokrati imeli manj. In bi manj lahko morda iztržili kot v tej. Skratka, ne menimo enako. Jaz se ne strinjam s take sorte komuniciranja. Mislim, da je povod za to pač to, da je postajal vse bolj realno, da ne bodo več vladali in da je reakcija takšna, kakršna je za to. Vi pa mislite drugače. Ne, mislim, zdaj tako, ne moreš, veš, ne moreš pa reči, zato, ker pa komunicirate, zato nismo šli z vami v vlado. Ne, nisem, jaz pravim, da je to posledica, ker niso šli, da začenjajo tako komunicirati. Sam pa vse, mislim, veš. Skratka, vse. Sem sen, če bi oni rekli, ne moramo uskladiti naših programskih točk, ne moramo najti kompromisa, ne vem kaj, je to ena stvar. Če pa ti rečeš, v redu, dajte nam pogodbo, ne komentiraš, ne dviguješ telefonov, se ne odzivaš in pa rečeš pogajanje, konec. Pa kakšni pogajanje, če ni bilo pogajanje? Ne, tle se absolutno. Pa še nekaj je Nataša. Gluma od začetka do konca. Pa še nekaj. Isto kot Tonin v preteklosti. Ja, jaz se sicer strinjam mogoče s tistim delom tvoje teze, Nataša, ki v bistvu, če ga povzamem, da lahko vzameš človeka iz SDS, ne moreš pa vzeti SDS iz človeka. Oziroma, lahko vzameš pogledaš, meni se zdi pomembno pogledati, kaj kdo dela, preden presojamo, kaj lahko od njega pričakujemo. A tisto, kar je Anžetov pič je bil, to je začetek nečesa velikega. Zdaj bom pa jaz drugač, pač vse to SDS v redu gor in dol, preteklost, od katere ne bežim, prihodnost bo drugačna. Bo kurac. Ja, super, pa SDS govori, kako ne bo korupcije, pa GS, kako bodo skrajšali vrste. To ti hočem reči. To je vse na njemu. In nič od tega se ne bo zgodilo, to vemo. Tako, ampak to visi samo na njemu, zato, ker si on ni upal, samo za to gre, ker si ni upal. Ne za to, ker bi bil to master plan od začetka. Sem prepričana tudi, da bi verjetno se drugače obnašal, če bi dejansko sam prišel v parlament, ampak tega ne bomo vedeli. Eno stvar bi sam še vaju klele vprašala, ali sta tudi vidva opazila, da v aktualnem dogajanju, kakršno že je, živahno, da se je pa ena oseba zelo izpostavila iz GS-ja. In kdo je to? Alenka Bratušek. Zelo glasna na temo sestavljanja koalicije, zelo glasna na soseda Stevota, zelo glasna na interventnost zakona. Kaj mislite, da je razlog? Mislim, ker Stevot je bila zelo glasno tiha, ne? Ja, se je že to povedala. Ampak kaj mislite, da je razlog? Ker nije tako 4 leta ni glih, da bi človek rekel, da je zelo skakala ven v mediji. Hočeš napeljati na tezo, da Robert Golob mogoče ne bo? Ne, to nisem, ampak sem jo opazila, sem jo zelo opazila, kar je prej 4 leta se mi nekako ni. Jaz mislim, da je za razliko od večine članov Gibanja Svoboda Alenka Bratušek ve, kako je, če zgubiš volitve, oziroma ko si blizu, pa potem zgubiš, ali kako je, ko moraš sestavljati nazaj ege v pač stranki, ki je velika, pa vendarle poražena, ali pa pač ve, kako je, ko te vsi brcajo vsaka 5 minut časa, ti se moraš pa še vedno nekako po koncu postaviti. Pač Alenka Bratušek je fajterca. Ona ima izkušnje z vsemi situacijami, ne? Tako, ne, in pač, this is not her first rodeo, za razliko od večine GS-ja, tako da meni ni čudno, da se je ona kle v spredje postavila.
in GS je v bistvu ta hip lahko srečno, da jo ima. No. Ker poleg tega, kar si naštel, Aljaž, je ona tudi vodila vlado, ki je nastala po razpadu Tudi to, vlade. tudi Ne? to, Tudi ja, bravo, to. ja. Skratka, ona ima res izkušnje z vsemi vidiki potencialnih razpletov tokratnih volitev. Ne? Ko je bila situacija res slaba in je Janša klical trojko v Slovenijo. Ne? Tako. Kako pa mislite, ker smo že o Stevotu govorili, kako daleč pa ali pa kako realno je pa lahko, da uspe ta ustavna pritožba, ki jo je Svoboda vložila zoper sklep o izvolitvi predsednika DZ Stevanoviča, in sicer so ocenili, da to označevanje glasovnic, da je bila s tem kršena pravica poslancev do tajnega glasovanja in da je pač ta institut tajnega glasovanja to označevanje izničilo. A lahko to uspe? Lahko, Stevo? Ne več. Mislim, bo pa še enkrat izvoljen, je tak problem. Ne vem, me tako jaz... Jaz se ne upam prejudicirati sodbe. Ja, veš, to ja, ne, ampak tako... Sej se razume. Zdaj, je to bolj reda radi? Ali... Ne, ni čisto reda radi. Po mojem mi smo se 4 leta prej pogovarjali o tem, kako je Golob vladal z janšističnimi prijemi. In očitno bo tudi v opoziciji so se marsikaj naučili od SDS-a. Ker to je poteza, ki bi jo SDS naredila. Ne zato, ker mislim, da bo zmagal, ker zelo verjetno ne boš, ampak zato, da jih jebeš. Pričemer mora vendarle pravnik o meni povedati, da standard za tajno glasovanje je, da je volja volivca razvidna. Ne pa križce krosce. Ja. Tako, ja. In potem iste metodi je sporno tudi to, da mi točno vemo, katerih 29 poslancev je glasovalo proti, zato ker se je opozicija zmenila, kdo bo prevzel, oziroma zdaj verjetno opozicija. In kdo ne. Tako da ne. Razumem, da gre za proceduralno izvajanje pritiska, ampak upam, da ne mislijo, da ima to resno šanso, da bojo dobili. Mislim, da je to predvsem razlog za to, predvsem očitek. Mislim, da ga je tudi naš kolega Antiša enkrat tukaj omenil. Češ, kako pa so kar križem rok stali, zakaj pa neč naredijo. Kar veliko je bilo zgražanje na tem označevanjem glasovnic, in to je bilo nekaj, kar so oni naredili v bistvu v imenu svoje volilne baze. Če neč naredijo, spet tiste, zakaj pa neč naredijo? Naredili so, kar so lahko. In to, recimo, tega nisem pričakoval, ali ja, ti si to rekel, to je nekaj, kar je počela SDS ponavadi, pa to ni zdaj nagajanje. To je dejansko ti narediš, kar je v tvoji moči, znotraj pravnega sistema, kot ga imamo, da 10 evrov bo zdaj lepadl, nagovoriš, nisem rekel, nasloviš, en problem, ki ga tle imamo. In najverjetneje najverjetneje jim ne bo uspela, ker tudi mislim, da ni namen to, da jim to uspe. Če pa slučajno jim, pa tako, kot je Aljaž rekel, kaj pa je problem še enkrat izvoliti, je pa res, da se pa vsaka priložnost še enih volitev, je pa tudi priložnost, da se kaj spremeni, ampak bottom line je... No, kako si pa... kako sta pa zadovoljna? Zdaj dober teden je mimo počasi Stevanovič na čelu DZ-ja. Kako sta zadovoljna s prvim tednom, Andraž, Aljaž? Navdušena. Kako pa je ti zadovoljna s prvim tednom Zorana Stevanoviča kot drugega človeka v državi? Ja, se veš, da sem navdušena, jaz sem že prejšnjič povedala. Zdaj, meni je to krasno v narekovajih, ko gledam, da se obnaša še vedno, kot da bi bil na eni tržnici, še vedno kot v eni kampanji, ne pa, da zaseda eno najpomembnejših funkcij v državi. Zdaj, on je tako tako po vsebini kot formi je grozljivo žaljiv, ponižuje, posmehuje se, sta verjetno opazila, da je tudi imel zapovedati na medije, seveda, in provocira. On totalno res ruši zaupanje v to inštitucijo, znižuje standarde javne razprave in čist preveč je tistih, ki mu pri tem asistirajo. To tako res je en teden samo, pa že dela škodo državi s takim načinom, tako okrog njega ali se mu smejijo, ali se zgražajo, ali ploskajo, vse to se mi zdi tako res narobe. Jaz bi absolutno svetovala, recimo, da se vključno z mediji, ki na naslovkah paradirajo z njegovimi ekscesi, vsi čim prej zbudijo, pa nehajo hraniti tega trola, ker modela absolutno ne bi jaz podcenjevala, ampak to je mano influencer,
ki je v zadnjih letih zelo dobro stestiral, kaj palijo online, kaj treba govoriti in zakaj treba 10-krat na dan na social objavljati, ne. In me lepo spomni na Trumpa v tej svoji hiperprodukciji. Na začetku so se norca iz njega delali, dokler jim ni zrasel čez glavo in z vsem tem, kar je delal, ne, pol so se pa tepli po glavi, zdaj so pa njegovi sužnji, ne. Tako da Stevanović meni ne deluje, jaz ne vem, kako vama, ne, ampak meni ne deluje kot iskren človek, ki bi ga zanimala, ne vem, vsebina, ampak ga zanima pač spektakel, ne. On to obračunava pa z mediji, z vsemi, ki niso na njegovi liniji, on aktivno išče klike, ne pa rešitve, in zdaj kot predsednik DZ-ja seveda ima pravico do vseh svojih lastnih mnenj in stališč, nima pa pač licence za lomastenje po državi, po inštituciji, po medijih, po demokratičnih standardih. Tako da to jaz mislim o Pikapolonci. Jaz absolutno še ne zmorem Kaj pa vidva? nobene ne cinične, ne kakršnekoli distance od tega grozljivega pojava, da je on na mestu državnega zbora. Zdaj pa tako, kot si ga pa opisala na začetku, ne. V čem se pa pravzaprav razlikuje Pa od... skoraj všeč rad. Ne. V čem se pa on pravzaprav razlikuje od predlagateljev in večinske podpore, skratka od stranke SDS? Kar nekaj v teh stvareh si jih naštela so tipični oziroma determinirajoči atributi te stranke, a ne, načina delovanja te stranke. Da so se ujeli, po mojem, ima oni čisto fajn skupaj in tudi en del podpore njihove, razen tistih, ki so resno vzeli sovraštvo do ljudi na ič. Po mojem, nima težav s Stevanovićem, ker pravzaprav fingira na isti način kot njihov voditelj in kot njihov skupni vzor Trumpa, ne. Zelo podobni. Ja, zdaj vprašanje pa je, veš, ni vprašanje v bistvu, kaj si mi mislimo o tem. Vprašanje ključno je, koliko časa bodo Stevanovića s vsemi svojimi paradami in paradijami na tem mestu gledali poslanci NSI-ja pa demokratov. Tisti normalni ljudje med njimi, ki se ne grejo te benanovske, ne vem, kakšne že politike, Trumpovske in tako naprej. Ne? Tisti, ki bi se vseeno šli normalno politiko. Koliko časa bodo oni to gledali? Koliko časa bodo lahko ohranili obraz pred svojimi volivci? Ker, ne, če pristaneš na Stevanovića, pa si volil NSI, pa demokrate, pa bi lahko volil tudi SDS, zakaj rabim pol Vrtovca pa Logarja. Aljaž, kaj pa ti porečeš na to? Ja, mislim, nekje sem slišal, moram se preveriti, tako da ne me držati za besedo, ampak menda je celo Branko Grims rekel, da Stevanović je tip človeka, ki nikoli ne sme biti blizu kakršnekoli resne funkcije. Ne? Tako da to je eno. A je to lately rekel? Ne vem, moram preveriti. Ja, pa je, da v kakšnem letu, 2 nazaj, ampak I need to check. Dajmo kle križec zraven, ne? Te izjave. Ali pa sonček, ali pa karkoli že. Veš, kaj je? Steva mene spominja na onega varnostnika brez licence pred takim čudnim nočnim klubom, ki te gleda prav, kva me gledaš? Prav, kad svikaš, ste te nam udaril, tik prednite na gobac, ne? Tako, ljubkava lisica in se mi zdi, da bojo z njim še velike težave, zato ker se zelo dobro zaveda moči, ki jo ravno kar dobil. On ni neka brveznik, ki bi mislil, da ne, zdaj pa ne zna se šteti 2 in 2, ampak bo vse to, kar si rekla, mediji bojo imeli z njim težave, dostop javnosti do pa transparentnost dela državnega zbora. Vse to bo problem, ker se bo pač s tem obnašal kot, ne vem, z lastnim prizidkom. In hkrati se mi zdi, da je pač ta njegova trumpistična, populistična kaj je to, aura, ki jo ima, ne? Bo pa vendarle na nek način tudi njegovo his undoing, ne, z lepo slovenščino, ker bo ljubljeni vodja ga vrgel pod vlak v prvi priliki, ki ga ne bo zares več rabil. Jaz bi, želite še kaj dodati na Stevota, ker še ena stvar me matra, pa bi jo rada z vama. Nekaj sem še imel v misli glede njega, ampak itak se bomo
pogovarjali o njem, žali Bog. Bo še kaj, tako. ja. A veš, kaj bi še vaju povprašala, ne? Se mi zdi, da moramo tole tudi pojasniti, ker se pojavlja veliko, pa se govori, upam, da bodo predčasne in podobne, ne? Te teorije o novih oziroma predčasnih volitvah. Zdaj, najprej po mojem je treba pojasniti, da nove niso enake kot predčasne. Kaj? Da o predčasnih bi lahko o predčasnih volitvah ali pa novih volitvah, da o predčasnih bi verjetno lahko govorili pol, ko bi se formirala vlada in bi šla v cvet, ne? Pol gremo na predčasne. V novih volitvah pa, če se tem, ki so zdaj bili izvoljeni, Ne. če ne bi uspeli sestaviti vlade, ali ni Ne, tako? merilo okej. tukaj je itak konstitucija državnega zbora, kar je bilo narejen. Pač vsake volitve, ki bodo prej kot v 4 letih od 10. predčasne. aprila dalje, so predčasne. Aha, so tako, že ja. predčasne. Pa če Okej, so no, en hvala teden pol ali za pa tole 4 leta potem pojasnilo. razpisane. Ja, tako, ja. Aha, okej, no, to se pravi, je vseeno, ali rečemo nove ali predčasne. Zdaj pa, kaj se more zgoditi, da bi ponovili vajo? Smo rekli zdaj, da nobeni strani ne bi uspeli 46 glasov dobiti, ne, in izvoliti PV-ja, da predsednica pol razpusti državni zbor pa razpiše nove volitve. Zdaj pa vprašanje za vaju. Zaenkrat pač tudi prejšnjič smo rekli, da se nam zdijo nove malo verjetne, da je več interesa potem, da se nekaj naredi iz te moke, ke pač je na voljo. Ampak komu bi ponovitev po vajem bolj ali pa manj koristila in zakaj? Proceduralno. Ja, izvoli. Še tretji korak je vmes. Ne? Če predsedničin kandidat, nominiranec ne dobi podpore, pa potem tudi morda Ja. v drugem koraku kandidati parlamentarnih skupin in skupin poslancev tudi ne dobijo podpore, imamo mi še tretji možen korak, da se potem pa zadostuje navadna večina za izvolitev mandatarja, ne? Da imaš pa ti v bistvu manjšinsko vlado. Ne? Pri čemer se mora parlament strinjati, da se v to sploh gre. Skratka, že klemaš proceduralno bremzo, da pred mi pridemo do točke, ko bi se parlament razpustil. No, to se mi, morda celo pridemo do tega, tako da to je važno. Andraž, zdaj pa povej, komu bi bolj pasali, da so ali pa niso. Pa zakaj? Ja, po tvojem? Enostavno vprašanje. Ne? Zdaj, ankete, ki so jih izvajali, ena je bila pred potrditvijo oziroma izvolitvijo Stevanoviča, ena po, kažejo, da se razmerja ne bi spremenila. Jaz mislim, da je tle več spremenljivk. Ena od ključnih je seveda, kdaj bi te volitve potekale. Ker po teh scenarijih, Aljaž, popravme, če se motim, bi bile recimo predčasne volitve, če ne bi prišlo do izvolitve mandatarja oziroma do potrditve nove vlade, bi bile volitve nekje sred poletja, a drži? Zgoden del druge polovice julija, ja, tako je. No, torej, tako kot so bile leta 2014, če se ne motim. To ni nepomemben podatek. To ni nepomemben podatek. Zakaj? Ker se volilni bazi tega levega in desnega bloka, če jih še vedno smemo tako imenovati, močno razlikujeta. Namreč volivci, ki so volili stranke koalicije vladne, so izrazito starejši, 55+, in izrazito veliko upokojencev med njimi, ki seveda ne grejo na more kad račjo. Na drugi strani, predvsem resnica ima to srednjo starostno skupino, ki ima verjetno vsa ta svoja močka že vplačana in močno dvomim, da jih bojo prestavljali zaradi enih volitev. To so neki detajli, ki lahko vplivajo na tiste pomembne razlike, sploh pri strankah, kot so Resnica, Levica tudi, pa konec koncev tudi SD, pa tema manj, pa kjer mi še manjka, pa Demokrati. Ne? Skratka, stranke, ki so bile zelo blizu roba za vstop v parlament, in to bilo po mojem ključno na teh volitvah. Jaz mislim, da bi tako Svoboda kot SDS dobila podobno število glasov, verjetno tudi NSI. Vprašanje je mogoče pri SDS-u, ker tam sem jaz dobil občutek, da pa vendarle je bilo nekih par 10.000 protestnih glasov, ki so se zlili tja na podoben način, kot so se pred 4 leti k Svobodi, in vprašanje, če bi prišli še enkrat, še posebej, če bojo na morju. Po drugi strani je pa očitno ta zagon oziroma ta neka jeza nad Golobovo vlado vseeno močna in bi verjetno tudi ta še vedno močno vplivala na udeležbo z desne
kot je bilo to 22. marca. Skratka, po mojem mnenju, ključno vprašanje, kaj bi se zgodilo pri strankah, ki so bile na robu, pa morda tudi, a bi se Prebilič še enkrat pojavil in ciljal na kaj več kot to, pa kdaj bi bile volitve. Ne. Je pa ena druga stvar tle za povedati, ne, prosti. Volitve bodo, če se bo tako odločil Janez Janša. Ne. On je tisti, ki ima zdaj vse karte v rokah, Golob je že rekel, mi smo opozicija, kaj? To je že, to smo mislili, da že prejšnji rekli. Stvar je popolnoma jasna. Vprašanje, kaj si on misli, ne? Kaj si on misli, ne? A on misli, da lahko vlada 4 leta. Če bo on precenil, da lahko v tej konstelaciji vlada 4 leta, potem bomo definitivno dobili vlado. Če bo pa on ocenil, da obstaja zelo veliko tveganje, da ta vlada zdrži samo 1 leto ali pa malo čez, kot so do zdaj 2 manjšinski vladi zdržali, potem bo pa on mogoče razmišljal vsem, da je boljše na volitve zdaj, kot pa po 1 letu vladanja, ko bo pa Anti-Janša efekt spet zelo zbujen. Tako. Tako da v bistvu vse odvisno od njegove presoje, ali lahko držiš 4 leta in ne. Ti misliš kaj drugače? Mislim samo, da tukaj pa proceduralni pogoji pol vendarle začnejo igrati vlogo, ne? Ker če bi, drugače se strinjam, jaz mislim, da je več šans, da bo Janša sestavil vlado, tudi veš, Andraž, zaradi nečesa drugega, ne? Te glasovi, ki jih je on zdaj na novo dobil, ne? To je investicija, ki jo mora on poplačati. Vsi ti mladi volivci, ki so njemu glasovali, ne, oni niso glasovali za njega zato, da se bo zdaj igračkal z volitvami ali pa ne, oni so glasovali za njega zato, ker pričakujejo pač nekaj. Ne? In to še niso, oni še niso verniki kulta, kjer vedno vse, kar se vodja odloči, je prav. Ne? Oni morajo zdaj biti inicirani v to in razumeti, pač počasi pristopati, ne? K verstvu in božanstvu, ampak dokler oni niso tam, jih mora Janša zadovoljiti. Zato mislim, da je več šans, da bo to vlado naredil, tudi zato, ne, da bojo pač ti ljudje zadovoljni s svojim glasom. Zdaj, če pa slučajno se on odloči, da pa ne, je pa tako, zato da mi imamo ta tretji krog, kjer zadostuje za mandatarja navadna večina, more pa tudi navadna večina poslancev glasovati za to. Povedano drugače, ni samo na Janši, da se odloči, ali bomo imeli predčasne volitve, tudi na Robertu Golobu je. Če se ona dva odločita, da hočete še enkrat na volitve, potem bomo te volitve imeli. In še nekaj, je vse to, kar je Andraž rekel glede distribucije glasov, se strinjam, jasno. Ne kaže pa pozabiti, da je na levoliberalnem delu pod 4% ostali, oziroma zunaj parlamenta ostali 6% glasov, po katerem se je po mojem Robertu Golobu ta hip močno kovca po njih. Po mojem pa ne bi bili več ne Pirati, ne Prebilič, pomagajte mi, Kavč Guevara Kordiš, ne bi bili več faktor in bi velik del teh 6% bil spet v igri in bi bila, po mojem, bi bil levo-liberalni blok tudi iz tega vidika v rahli prednosti. Jaz mislim, da je tle glavna prednost je ta upokojenska bazbalka, karkoli drugega, veš. Ok, v redu, ampak ni pa za zanemar. Ampak še vseeno, nismo toliko stran. Meni je tisto seštevanje podobno kot seštevanje bomo dali skup NSI, ki ima, 6, pa SLS, ki ima 4, pa Fokus, ki ima 2, pa bo 12. Na koncu se mi je glih izšlo, tako je Andraž rekel, NSI je glih seštela vse odstotke, kar so imeli. Gotovo kakšen, mogoče pa bodo tudi majčken manj se napadali pol to, kar so pri Prebiliču, če bo gospod sploh še zainteresiran za kakšno rundo, pa bi on vse en dobil, kakšen odstotek, 2 od teh 6, ki si jih omenil, bi videl, da bi lahko šel kaj drugega. Vsaj ene 3 vidim, pa še nekaj, veš kaj, tudi ne pozabi, da je nekaj glasov išlo iz GS-ja Hlogarju, ravno zato, ker je pač on obljubljal, sicer bomo z levo vlado delali, ampak bomo mi bolj se temu reče finančno vzdržni. A vidi ga sad zeca, skočil je tako jih Janezu v objem in morda pač ti ljudje ne bodo šli 2-krat na let.
Ja. Ne, skratka, ful dejavnikov, no, v bistvu Andraž zares, je hotel kar še si nekaj Andraž povedati. omenjal, ne. Ja, veš, kaj se mi zdi pomembno dodati, povezano s tem, kar je Aljaž omenil, da mora zdaj delati na teh mlajših volivcih. Veliko se je govorilo o tem, pa ne vem, če ste zaznali, ampak desna stran, ne desna stran, ta tovarna sovraštva je napadla dekana Sama Ohana, mojega mentorja. Ne mi zdaj v moji politbizarki, ne mi v politbizarki. No, se ti boš imel sigurno nekaj iz bizarnega, jaz bi nujno dodal podatke, ker sem pač, kot sem omenil, gre za mojega dekana, mojega mentorja spred 10 let. Sem šel seveda takoj pogledat v bazo, ki jo imam na voljo, ta postpol, ki sem zadnjič omenil, ki je dovolj velika, da mi omogoča take analize, in sem šel gledat, koga so zdaj res volili mladi od 18 do 29 let, moški, ženske ločeno in še dodatno ločeno po izobrazbi. In je razlika, kot rečemo v našem fohu, statistično značilna, čeprav so tam že kar mečkeni vzorčki na koncu, ampak je taka razlika, da je statistično značilna. Namreč v skupini moški 18 do 29 let je izrazito visoka podpora SDS-u samo pri izobrazbeni skupini poklicna šola ali manj. Tam je vsak drugi volil SDS. Ko gremo z izobrazbo naprej, srednja šola, sploh pa pol višja, visoka, ta delež izrazito pade. Pri mladih moških 18-29, ki imajo že visokošolsko izobrazbo, je tako rekoč zanemarljiv. Govorimo iz 47 pri poklicna šola ali manj, do 7% samo še pri visoka šola ali kakšne druge te vrste izobrazbe. Zanimivo, pri ženskah ni bistvene razlike, ni sploh ne takega razkoraka. Tudi pri ženskah v tej starosti z poklicno šolo ali manj je sicer nadpoprečen delež glasov za SDS, ki pa potem bolj zlagoma pada do visokošolske izobrazbe, kjer je mal podpoprečen glede na državno poprečje. Tako da tisto, kar je Samo Han povedal, in še enkrat poudariti moram, nujno mu ubran, nikogar ni označil za neumne, ampak je rekel, da so manj izobraženi, absolutno drži. In ko govorimo o tem, da se mladi obračajo v desno, ne obračajo se mladi v desno se obračajo mladi, podpoprečno izobraženi moški, pa tudi ženske. Super, intermezzo. Zelo dobrodošlo. Ja, kaj pol nas to pripelje pa res že v politbizarke, ali želite še zaključiti ta redni del? Ne, v redu, kar pojmo na politbizarke. Pol pa daj kar ti, čakaj, rezultati politbizarke. Imeli smo 4 kandidate in sicer izvolitev Stevanoviča za predsednika DZ, kar je bil Andražev predlog, potem je bila Nataša z GS Levica SD, se pravi Pikachu Face. Ti se temu se rekla nekaj drugega. Prevarant nas je prevaral. Jaz sem ga preimenoval, ker se mi zdi ful boljš. Potem je bil Antiša s Tišino na parlamentarnem kanalu in pa jaz z Janezom Ciglerjem Kraljem, ki je trabunjal o severnokorejskih odstotkih nelegitimne udeležbe na volitvah. Zdaj pa ti meni povej, a sem postavil rekord ali ne? Ja. Ne vem, če si postavil rekord, ker bi moral nazaj pogledati, ampak tole je bila več kot ustavna večina. Tunin je bil nekaj čez 70, se spomnim. Veš kaj, ne vem, če rekord vseh časov, vsekakor si pa v letošnji sezoni si ga pa zdaj lepo haral čist, z 67,57%. A ja, to, ki je sam, pa ni rekord, ja. Ja, kaj bi pisal? V redu, dvotretinska je, ma Janša to nima, jaz imam to. Ja, pošteno. Bodoči premier lahko samo sanja o teh odstotkih. Tako je. Tako da, evo, Andraž, čestitam in za nagrado si lahko prvi s politbizarko. Ja, bom šel kar v tem duhu naprej in se postavil kot kandidat še za zmago v tem krogu, je neskromno dodal. Tema, o kateri smo danes že govorili, in sicer sprenevedanje na desni. Delamo vlado, ne delamo vlade, izvolimo Stevanoviča, grede, ki bi mignil, tudi pomižiknil njem ben, 48 glasov, disciplinirano, označeno, suvereno, naslednji dan ne, to ni koalicija, pridemo k Nataši Pirc-Musar, ne, mi ne sestavljamo vlade, v zadnjo med tem krožijo števila ministrstv, kdo bo kaj, ne vem kaj, ne, mi ne sestavljamo vlade, grede, vložili smo predlog za zmanjšanje števila resorjev in jih oblikujemo po svoje, zato ker ne delamo vlade. Sprenevedanje na desni, bizarka.
Okej. Prav. No, Aljaž? jaz bom pa malo prej že omenjeno epizodo z pozivom Klinču in pogromom nad doktorjem Samom Uhanom za to njegovo izjavo v podkastu N1. Vsebinsko seveda drži vse to, kar je Andraž tudi ocenil. On nikogar ni razglasil za neumnega, pa pač povedal, kako stvari stojijo. Ampak tisto, kar je pač meni bizarno, je to, da se je zdaj ravno socialdemokratska SDM, komsomol SDS-a, se je pa zdaj javil in se zdaj škandalizira in poziva k odstopu, in potem se k temu odstopu pozivajo tudi razni vplivneži v orbiti SDS-a, ker je to, se mi zdi, napoved napoved nadaljnih dejavnosti, ne samo, da se bo haralo po javnih medijih, pa po nevladnih organizacijah, očitno se bo zdaj haralo tudi po univerzah. Univerze so prostor avtonomnega razmišljanja in več kot degutantno je, da da se take stvari dogajajo, še posebej pa, da to pride iz tabora, ki kobajagi da veliko na svobodo govora, ker s tem smo samo 2 koraka od tega, da bodo pač slabše izobraženi mladci brez vratu, ampak z veliko mišicami hodili po univerzah in tolkli glave skupaj tistim, ki bodo razmišljali drugače, kot je bilo zapovedano na politbiroju na Trstenjakovi. Lepa in nujno zapovedati in hvala, Andraž, še enkrat za tisto pojasnilo. Zdaj, moja politbizarka so pa te pogumni lovci na medije. STA je pred kakšnimi 10 dnevi objavil novico IMF o rasti in inflaciji za Slovenijo. Pač številke so, kakršne so, ne. No, na sceno je stopil dežurni razkrinkovalec Biščak, ki mu je strojni prevajalnik malo po svoje prevedel novico in je mislil, kako je ujel zdaj STA. Glejte, kakšne neumnosti pišejo, ker naj bi v enem stavku bila neko rast oziroma poslabšanje in izboljšanje. Zdaj, kmalu se mu je pri tem boju pridružil še en provokator, profesor Turk, s pripisom "premalo zaničujete", predvidevam, da je tukaj mislil medije, in se nekako nista dala prepričati, da sta napadala nekaj, kar je bilo strojno prevedeno in napačni zaključki. Tako da, no, pol je pa, ker se nista dala prepričati, ju je pa poklicala odvetnica STA-ja in te revolucije je bilo hitro konec. Meni je pri tem bilo tako zelo fascinantna ta dinamika, koliko hitro so neki pripravljeni razglasiti za propagando, za ponarejanje in kaj vem, kaj še vse, ne, na podlagi napačno prevedene vrstice, in koliko hitro je pol ta ista samozavest se stopila in so se zelo hitro začeli opravičevati za svojo napako. Tako da zelo glasni, dokler ni treba stati za izrečenim. Tako, premalo jih zaničujete, je pa moja bizarka. To se mi zdi, veš, kot oni kužki na enem od teh memov, veš, ko se v hipu, ko se vrata odprejo, pa pi. Ja, točno to je bilo, skakala sta kot nora, ne, no, pol sta pa hitro ritka dol, pa ja, saj bom priden, se opravičujem, nisem tako mislil, če sem povzročil škodo, opravičujem se, umaknil sem vest. Ja, to je to. V redu. Pol pa še zadnjih 30. Razen, če imaš kakšno posebno željo, da si zadnja, kar izvoli. Nimam neke posebne želje, da sem zadnja, bom pa nekaj povedala, kar sva mislim, da že ful časa nazaj, Aljaž, dobila kot predlog na mail naslov, ne. Za zadnjih 30 imam tako en čist konkreten spletni predlog, ki pa bi mogoče znal priti prav tistim, ki radi spremljate novice, pa da vam ni treba vsak dan iti čez pol interneta, da kaj najdete. Gre za, ne vem, če poznate, Križišče. Slovenski avtomatiziran agregator novic,
ki na enem mestu zbira javno dostopne vsebine različnih slovenskih medijev. Zdaj jaz ploskam, ker ob kliku na posamezno novico, ki jo imajo na svoji naslovki, vedno pelje direktno na izvorni medij, torej na izvorno objavo, ne pobirajo vsebin zase. V času, ko seveda te iste novice, ki se pogosto povsod in na različnih medijih je eno in isto, je to tako zelo kar dobrodošlo. Zanimiv mi je tudi njihov novičnik, ki dosti pregledno pa enostavno izpostavi, kaj je najbolj odmeval. Imajo tudi zanimiv feature na meniju in to je neka medijska analiza, kjer primerjajo, kako različni mediji poročajo o isti zgodbi in kdo mogoče je majčkeno bolj senzacionalističen in kdo bolj uravnotežen. In fino se mi zdi, da so v bistvu glede tega precej transparentni, kako ta portal deluje in da odkrito povejo, da pač del analiz in povzetkom delajo s pomočjo umetne inteligence in brez uredniškega nadzora. Skratka, ne gre za nek nadomestek za medije, je pa zna biti praktičen za to, da se v tej domači press džungli mogoče malo hitreje znajdeš. Tako da krizisce.si. Ok, Andraž? Jaz sem pa prišel v nedeljo zvečer iz Brasone, kjer sem bil s prijatelji na podaljšanem vikendu z te častitljive institucije moškega vikenda, ki bi mu danes lahko že dobršno imelo seksizma pripisali, samo zato, ker gre za 5 moških. Tega smo pa zelo spoštljiva bitja. In sem si na ulici kupil en art, kar je še redkost. Ena taka ulična galerija bila, pa seveda v Barceloni primerno malo posebna. In sem si dejansko odločil in sem si kupil en art, na kar sem dobil, na moje veliko presenečenje, še certifikat avtentičnosti tega dela, ki sem ga kupil, ki ga bom zdaj prebral, ker je še kar poseben. Najprej seveda piše, da je ta certifikat potrjuje avtentičnost tega dela, da gre za artista Maxo Renela, da gre za original, ki je narejen na roke in da je one of a kind in podpisan z njegovim podpisom, pa se še njegov podpis le pojavi, no, pa sledi en stavek, ki jim je padel v oko. Največ zadnji stavek tega certifikata se glasi: I certify with my signature that I'm going to die. Ne vem, koliko je originalno, meni se je zdelo zelo zabavno, zato sem to delil z vami v zadnjih 30. Hvala. No, zdaj pa še jaz. Sicer moram omeniti, da to ni mojih zadnjih 30, ker o tem še bomo verjetno v naslednji epizodi, ne? Ampak da ne boste rekli, da ne bo pol hashtag ni vedela. V Ljubljani oziroma v Zalogu bo med 4. in 11. majem potekalo Evropsko prvenstvo svetovno prvenstvo skupine C v curlingu za moške in ženske reprezentance. Tam bo tudi slovenska zasedba v obeh konkurencah, tako da be there or be square. Ampak to, kar sem pa res hotel povedati, pa je, da 1. maja pa izide, in to je tista moja glasbena zadnjih 30 iz prejšnje epizode, 1. maja izide nov album vokalno-instrumentalne zasedbe Laibach z naslovom Music oziroma Musick, kot sik. Komad, single, ki se trenutno vrti, je Algorithm in je tak hud elektro, pop, eurodance banger štanca, da je čudovito in jaz sem čisto navdušen in ko mi čakam, da dobimo končen izdelek. 1. maja na Bandcampu oziroma na laibach.info, kjerkoli pač že dobite muziko, ne zamuditi. Hvala. Zdaj sem se samo ene stvari še spomnila, dajem v obravnavo in se vračam na politbizarke. Gogo DJ je predlagal naslednje, kmalu bo sestavljena nova vlada, je napisal, lahko bi odmrznili tiste, ki imajo prepoved kot nov začetek. Kaj mislimo o tem? Mi imamo doživljenjsko smo izključili Janšo pa Hojsa. Se pravi, če bi šlo, bi njiju dva, ker UKZ smo imeli nekaj časa zamrzneno, pa Pahorja in tudi Goloba malo suspendiran, ampak oni so vsi zdaj freebirds. Ne vem, jaz mislim, da rabimo polno zasedbo politike. Konstruktiven predlog imam. Ja. No, pa podam samo predlog po odločanje kasneje. Da se odrečemo doživljenjskim prepovedim, pa da rečemo, da po vsaki sezoni vse odmrznemo in pač potem zmrzujemo spotoma v novi sezoni, če bo potreba.
Tako kot je tale rekel, Gogo. Ja. Ja. Tako kot je mal Gogo rekel, da če bi nova sezona, nov začetek. Da smo, pač da dopuščamo, da ljudje naredijo napako, a ne. Ja, Meni se z zdi nami. lepa, bomo pa pozorni, lej, če so 2-3 zaporedne zmage, ja. pa v Ne razmislek vem, jaz spet, mi- ne. jaz- Ali kaj, ti jaz- Aljaž nisi? Jaz sem večkrat skeptičen, priznam, zato ker pač vidim, kako bomo zelo hitro. Nastavke, Ja, ne? zelo hitro, kako bomo nazaj tam, kjer smo nekoč že bili. Ne? Kot je rekel Miki Ja, Mustrože, zdaj pa smo tam, kjer ni muh, ne? Teh res niso, pa podgane. Ampak predvsem pa mislim, da rabimo biti vsi štirje, da se o tem odločimo. Tako da dajmo Ja, to. fair. Dajmo to na naslednjo sejo, ko bo zasedba, upam, da polna, pa bomo se pol odločili, pa kar bo, pač bo. No, dam jaz v zapisnik, pa po prvomajskih, ki se malo spočijemo, ko odmostičimo, kar je za odmostičati, pa se Še pol kar. zmenimo. Kaj? Ko si že omenila zapisnik, lahko Ja. se nam naročite na zapisnik Metina liste. Zaenkrat še vedno tako, da pišete na info@metinalista.si. Čeprav se bo to v kratkem spremenilo, ampak evo, naročila zaenkrat sprejemamo tja. Prav tako pa sprejemamo tudi izraze finančne in druge podpore Metini listi na metinalista.si / investiraj. Vsakega evra smo veseli, še posebej pa smo veseli, če postanete stric ali teta iz ozadja oziroma član ali članica vlade narodne enotnosti, ker nekdo mora biti. Nataša, midva z Anastazijo se navdušujeva, ljubko nad tvojo uporabo dvakrat danes besede mostičenje. Hvala. Ja, in to je to. Pa brez zamere.